Kaj je prva stvar, ki jo ponavadi opazite pri nastopajočem? Če vam bo lažje, si lahko predstavljate nekoga, ki ste ga videli nazadnje nastopati, bodisi na odru, na kakšni prireditvi, mogoče v službi, na sestanku, mogoče na kakšnem predavanju ali v videu na socialnih omrežjih. Na kaj ste bili torej najbolj pozorni? Je bila to telesna govorica, ton glasu ali vsebina? Kaj je bilo tisto, na kar ste dali torej največ pozornosti? Sodeč po raziskavah nevrolingvističnega programiranja, naj bi se ljudje v največji meri odzivali na telesno govorico, v kar 55%, potem na ton glasu v 38%, najmanj pa na vsebino, samo 7%. Če torej posplošimo rezultat, bi lahko rekli, da je veliko pomembneje, kako nekaj povemo, kot kaj povemo. Pa je to res? Vsekakor nas ponavadi najbolj prepriča govorec, pri katerem vidimo, kako obvlada oder, kako suvereno se premika ali stoji v prostoru, tisti, katerega govor je suveren, prijeten, jasen, odločen. Včasih nas dober nastop tako prevzame, da enostavno zanemarimo vsebino povedanega. Vemo samo to, da nam je bilo ob tem prijetno, zanimivo, mogoče zabavno, da smo se res nasmejali nečemu. Enostavno nam ostane tisti dober občutek. Po svojih izkušnjah lahko rečem, da je kljub temu dejstvu potrebno nameniti dovolj kvalitetnega časa vsem trem komponentam in da je nastop lahko resnično uspešen takrat, ko so vsi trije faktorji v ravnovesju. Sama sem bila vedno najuspešnejša takrat, ko sem govorila o vsebini, ki me resnično zanima, s katero sem se lahko poistovetila, o kateri sem veliko vedela. Takrat je bil tudi moj glas bolj prepričljiv in tudi telesna govorica bolj suverena. Zato vsekakor ne gre zanemarjati vsebine. So pa bili nastopi, ki mi vsebinsko mogoče niso bili toliko blizu, sem jih pa kljub temu zaradi znanja o javnem nastopanju lahko uspešno opravila, čeprav me na dolgi rok niso toliko izpolnili. In na koncu je važno predvsem to, da govorimo iz srca, spoštljivo, da stojimo za tem, kar podajamo. To publika začuti. Zato vam predlagam, da čim večkrat govorite o tem, kar vas res zanima, kar vas navdihuje, ker s tem boste navdihnili tudi druge ljudi in publika bo dobila tisto, kar v resnici išče. Suverenega nastopajočega, ki živi to, kar govori.